sem pri babici in se igrala s kokoškami. Enkrat sem videla, da ima mačka v ustih nekaj živega. Poskušala sem jo ujeti. Pa poglejmo, kaj neki je imela muca v ustih. O, majhen ptiček. Noge so videti v redu. Glava tudi. Eno krilo je žal poškodovano. Rep je videti v redu. Ubogi ptiček. Upam, da boš preživel. Več še drhtiš od strahu. Ne skrbi. Zate bom skrbela, dokler ne odletiš. Preverila še bom srčka. Ojoj, še vedno bije zelo hitro. Mislim, da še je vedno v šoku. Tako, ptiček, zdaj dobiš vodo, da ne dehidriraš. Ptiček nikakor noče piti. Ptiček, zdaj boš dobil jesti. Sveže kobilice. Ptiček nikakor noče jesti. Ubogi ptiček, noče ne jesti, ne piti. Strah me je, kaj bo po noči. Bo preživel? Spat ga dam na mehko brisačo v škatlo. Še enkrat mu poskusim dati vode. Spet noče spiti niti kapljice. Poskusim še s hrano.
Noče. Zvečer smo pogooglali, katere vrste bi lahko bil naš ptiček. Nismo našli. Nismo strokovnjaki. Ko bom velika in veterinarka, bom to naštudirala. Najbolj nam je bil podoben ptičku Stržeku. Zato smo mu dali ime Stržek. Naslednjo jutro je bil Stržek veliko bolj živahen. Skočil je na mene in se mi takoj pokakal na roko. Iu! Bil je tako sestradan, da je kar samo vzel kobilico, brez da bi ga silili. Poglej, kako mu teknejo kobilice, kot meni jagode. Pojedel je skorajda vse, le kakšne bolj suhe bedrce je pustil. Bravo, moj Strži! Tudi spil je nekaj kapljic. Še pregled. Srček ne bije več tako hitro in prestrašeno. Desno krilo je poškodovano. Lahko noč. Vidimo se jutri. Stržek spet pridno je in pije. In kaka? Stržka smo začeli puščati izven škatle. Hodil je po hiši. O ne, kaj se je zgodilo? Nesreča! Pri rolerjih leži perje. Kje je Stržek? Stržek je malce preveč raziskoval.
Verjetno je nanj padel roller in mu poškodoval rep. Stržek se je navadil kakati na bratovih kroksih. Zelo je pameten. Vedno gre kakat na isto mesto. Začeli smo ga učiti leteti. Nikakor mu ni šlo. Rad se igra. Kaka? Veliko kaka. Še vedno mu ne gre in ne gre leteti. Učimo ga skoraj vsak dan. Še vedno ne gre. Ti cartek en, nik meni v zrak. V zrak! Na 26. dan pa, kot da bi čutila, da se bo zgodilo. Pred vajo sem še ga malo pocartala, nato pa se je zgodilo. Stržek je poletel iz veje na vejo drevesa. Prišel je na višino 4 do 5 metrov. Bravo! Najprej sem nekaj minut neutolažljivo jokala. Potem pa sem se umirila. Vedela sem, da je to njegov pravi dom. Vedela sem, da bo edino tu resnično srečen. Poglej, kako zoblje mušice! Mislim, da mu ne bo čisto ničesar manjkalo. Srečno, Stržek, drži se!